Mednarodni praznik, dan žena, praznujemo že več kot stoletje. Prioritete in zahteve žensk se v svetu skozi čas spreminjajo. Za sodobno družbo, v kateri živimo, bi izpostavila pomen enakih možnosti za vse profesionalne skupine. Pripadam najštevilčnejši profesionalni skupini v zdravstvu, zdravstveni negi, katere članice smo v veliki večini ženske. V nekako še vedno tradicionalnem zdravstvenem in izobraževalnem sistemu smo medicinske sestre prevečkrat spregledane. Podiplomsko, magistrsko in še posebej doktorsko izobraževanje v zdravstveni negi je bilo v našem okolju omogočeno šele pred kratkim. Zaradi prepričanja v razvoj in prenos znanja sem se na doktorski študij vpisala na Univerzo v Manchesteru, kar mi je predstavljalo izjemno velike osebne in finančne napore. Vendar mi je to omogočilo veliko mednarodnih osebnih kontaktov, povezav in nenazadnje smo na fakulteti lahko zelo hitro vzpostavili uspešno mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja in raziskovanja. In tudi postala sem članica najprestižnejših svetovnih profesionalnih združenj, kar daje prepoznavnost Univerzi v Mariboru, fakulteti ter zdravstveni negi v slovenskem prostoru. Imamo veliko srečo in privilegij, da smo del Univerze v Mariboru, katera je prva v slovenskem prostoru prepoznala pomen preoblikovanja šole v fakulteto, omogočila podiplomsko, magistrsko ter doktorsko izobraževanje ter prepoznala, da sem lahko kot medicinska sestra bila dekanica fakultete, kar sem seveda opravljala s ponosom, odgovornostjo, spoštovanjem in hvaležnostjo. Obdobje COVID epidemije je razgalil več desetletij prikrit pomen, humanost, izjemen prispevek medicinskih sester za varovanje zdravja in ohranjanje življenja pacientov. V post-COVID obdobju bo še bolj izpostavljena potreba, da za paciente skrbijo in jih negujejo medicinske sestre, izobražene tudi na podiplomskih študijskih programih. Vsem sodelavkam, kolegicam želim zelo lepo praznovanje mednarodnega praznika dan žena.